Maribor v prejšnjem krogu ni zmagal in je igral zgolj neodločeno pri nogometaših Aluminija in izpustil prvo mesto. Tokrat pa je doma pričakal nogometaše Celja v tem štajerskem derbiju. Prva akcija za Maribor, Zahovič po desni strani podaja pred vrata, kjer je streljal Novakovič, žogo pa je uspel odbiti vratar Rozman. No, napad za Maribor po predložku Vršiča in strelu Šulerja je žoga šla mimo vratnice, ni prav veliko zgrešil Marko Šuler. Prva akcija tudi za nogometaše Celja, tokrat je streljal Dalibor Volaš, ampak izkazal se je Jasmin Handanović. Zadnja akcija prvega polčasa, napad Celja, do udarca je prišel Lovre Čirjak, Handanović na pravem mestu. Streljal je še Travner, tokrat brez večje nevarnosti za vrata Maribora. Drugi polčas in prva kombinacija za Celjane. Goran Cvijanović, bivši Mariborčan v dresu Celja, prišel do strela, odaleč, ampak izkazal se je Handanović, ki je žogo uspel ujeti. 59. minuta, najlepša priložnost Celja do zdaj. Strel Džinića z glavo in pa izjemna parada Handanovića, ki je tokrat rešil vijoličaste. Po dobri uri igre pa kot za Maribor, žoga pred vrata, kjer je streljal Milivoj Novakovič, podaljšal žogo na drugo vratnico do Luke Zahoviča, ki je zabil še en gol za prednost Maribora 1:0. Najspretnejši Zahovič na drugi vratnici, Maribor je povedel v 61. minuti. Do konca tekme še nekaj nevarnih napadov na eni in drugi strani. Najprej je Novakovič res izvrstno izkoristil protinapad domačih, potegnil je Dare Vršič, našel Novakoviča in povišal prednost na 2:0. Lep zaključek za Novakoviča, ki je s tem lobom premagal Rozmana za povišanje prednosti. V zaključku tekme nevarni Celjani, tokrat je z glavo zopet streljal Elvedin Džinić in je še ena izvrstna obramba Handanovića, ki je imel tokrat dober dan. Končalo se je s prednostjo Maribora in vodstvom 2:0. To bi tudi končni rezultat. Zahovič in Novakovič pa strelca za nove 3 točke, s katerimi je zdaj Maribor vsaj začasno na prvem mestu lestvice. Tako je, spremenilo se je to, da smo zadeli dvakrat. Mi smo začeli zelo dobro tekmo, imeli inicijativo, imeli priložnosti, veliko predložkov, tu je visel gol v zraku. Potem smo pa res po 20 minuti malo izgubili kontrolo. Celje je tehnično dobra ekipa, to smo vedeli. Smo v nekem trenutku tudi imeli malo manj posesti, vendar smo se potem v drugem polčasu zbrali, odigrali dobro tekmo, fante si definitivno zaslužijo čestitke. Zakaj? Zdaj tega, ker so se zavedali, da bojo tudi v nekem trenutku morali trpeti, biti skupaj in potem, da bomo prišli ven in v drugem polčasu je bilo to dobro. Smo kontrolirali tekmo, zadeli dvakrat in zasluženo zmagali. Pa ne znam, vi ste eksperti i specijalisti, mogu ocijeniti današnju igru, ali imam dojam da smo napravili puno toga danas, da je ekipa pokazala. Ne vem, vi lahko ocenite našo igro. Pokazali smo, da znamo igrati. Poraz nam je pokazal, da moramo doseči nivo Maribora in morda celo nekaj več. Žal mi je, da dobimo gol iz prekinitve in treba bo biti nekoliko bolj pazljiv. Mislim, da je ekipa zaslužila precej več. Mislim, da je bilo vidno to, kar sem rekel pred tekmo, da smo igrali odprto, moško igro, da smo bili hitri, ustvarjali višek. Mislim, da imamo nekoliko malo časa za uresničitev vsega, kar si zamislimo in da bomo v drugem delu prvenstva nekoliko boljši, morda tudi nekoliko bolje pripravljeni in narediti za nove zmage. Brzi posjed kroz otvaranje bokova, kroz višak igrača i samo vrijeme nas malo sprečava da usavršimo te automatizme i mislim da ćemo u drugom dijelu prvenstva uhvatiti sve to i fizički se možda bolje spremiti da izdržimo 90 minuta u visokom ritmu.